kar nenavadna jed, nam jo lahko na kratko opišete, kako ste prišli do te kombinacije? Lahko bi jo opisal, pa tudi če imate dovolj časa, mogoče vsaj par sekundi lahko tudi dejansko demonstriramo, na hitro pokaževa, boš nam samo malo ledu zraven. Midva sva izbrala popolnoma tako eno poletno sladico, oziroma poletno jed, je kumrčen sladoled, to je v bistvu narejeno 100% iz kumrc, narahlo zraven popečene tudi malancane, katere meso malancane samo vpije, bom rekel, ta sok, rahle začimbe, sol, poper, malo, bom rekel, kopra, pomešano, sladko smetano, potem dejansko dodamo zraven led, to je dejansko suhi led, -74 stopinj, kateri nam pomaga, da sama jed oziroma sam sladoled se na hitro ohladi in pripravi. To je tako prav prijetno, ta para oziroma, bom rekel, ta dim je tako zelo prijeten, zelo hladen, lahko poskusite z roko, boste videli, nič ne grize, evo, ne, in ta sladoled bomo mi postregli potem v sladolednem kornetu. Zraven pa smo pripravili, da ni, bom rekel, toliko samo osvežilno in hladilno, še piščančji file, čisti piščančji file na palčki, popečen z medom, katerega postrežemo midva z javorjevim sirupom, da zadevo še toliko bolj obogati, in pa narahlo z sezamovi semeni, da sam file toliko bolj, bom rekel, tudi da, bom rekel, en tak kranči, bom rekel, tak, da malo poka pod zobje, ne? Tako. To je to, če boste poskusila, sladoled, kepica, tako, to je to, evo, tako, to je za vas, poskuste, pa prvi vtis. Zanimivo, osvežujoče. Ko z piščančjim filejem oblažite, vam, bom rekel, to zelo nevtralizira v ustih in vam bo tudi, rekel, dejansko en korak naprej oziroma eno željo potem, da bi zaužili kakšen kozarec vina in ob tem uživali. Katera vina danes tukaj ponujate obiskovalcem Sladoleda, k tem jedem, ki smo jih videli? Predvsem ponujamo v tem vročem poletnem večeru Royal Penino iz Vinaga, klasična metoda, suha, letnik 2008, Chardonnay, Blanc de Blanc in pa seveda Chardonnay suh. Za ti dve vini sem prepričana, glede na to, da sem poizkusila že vse jedi. Priznani kuharji so resnično se izkazali tudi tokrat in to vino in to penino bi prav gotovo priporočala vsakemu, ki pride poizkusiti to hrano. Zdaj nas gospod Pliberšek ima tu sladoled iz gosjih jeter, malo bele porta, imamo popcorn, pa kapesante v svinjski kožici, pa malo vazabija zraven, kar se mi zdi zelo interesantna kombinacija. Pripravljamo pa še tudi na nizki temperaturi pečejo telečji file, pa raviol. Posebno na toti pripravi je pa, ker vakuum mi to pečemo, ne. Tako je meso v bistvu mehko. Meso bo zdaj 3-4 ure tu not in bolj dolgo bo v pečici, bolj mehko bo, ne. To je zdaj posebnost tote jedi. Zdaj tukaj je to street food, se pravi hrana za na ulico. Je kaj posebnega pri pakiranju, pri predstavitvi dekoracij? Moramo paziti, ker je vse jedilno, ker lahko ljudje vse z roki jedo, ne. Je to jed, ki bi si jo lahko nekdo pripravil tudi sam doma? Malo bolj težko, ne. Treba se dosti znanja za to pripraviti. To je preprosto lahko pripravljiva jed, katero lahko narediš doma, še posebej, bom rekel, mogoče zdaj za neko družbo, da lahko potem tudi ta led nabaviš vsaj po neki primerni količini, ker zdaj za eno porcijo dejansko ne dobiš, ampak za kakšno vrtno zabavo, piknik, kakorkoli, bom rekel, rajanje na vrtu doma v enem preprostem ambientu, da človek želi svojo družbo popestriti oziroma tudi ohladiti na en način, je to ta prava receptura.